Lepo pozdravljeni, dragi moji. Danes je 4. adventna nedelja. Vstopili smo torej v zadnji teden adventa in tako prižgali še zadnjo svečko. Svečko ljubezni. Ljubezni, ki nam jo dobri Bog izkazuje vsak dan našega življenja. Veste, svečko ljubezni nas spominja, da nas ima Bog tako zelo, zelo močno rad, da nam je poslal tega našega superjunaka, svojega sina Jezusa, da se rodi in umre za nas. Predstavljajte si tako. Jezus je svojo smrtjo izpraznil čisto vsako od naših posodic. Ampak ljudje smo šibki in svoje posodice znova in znova polnimo. Ampak on, ki nas ima tako rad, nam jih znova in znova pomaga prazniti. Kaj pa nam ima o ljubezni povedati današnja zgodbica Karla Gržana iz zbirke Ali si upaš? Prisluhnimo ji. Izbrati Božji poklic. Končno! Šolski dnevi so se iztekali in pater je povabil otroke na romarski izlet v Olimje. Najprej nestrpnost pričakovanja, potem toliko vsega na poti in ko so prispeli, pogledi na veličastni samostan s čudovito cerkvijo in staro lekarno. Nekdaj so v tem samostanu živeli redovniki Pavlinci, danes bivajo v njem patri minoriti. Eden izmed njih jim je hudomušno razlagal znamenitosti tega kraja. Jaka se je ves čas odzival na igrivo pripovedovanje. Kaj bi rad bil v življenju? Ga je ob koncu razlage vprašal pater. Srečen! Pater se je nasmehnil in dopolnil svoje vprašanje. O katerem poklicu razmišljaš? Rad bi bil srčni kirurg, mu je odgovoril Jaka zamišljeno. Si mogoče kdaj pomislil na Božji poklic? Je pater pomenljivo vprašal. Seveda sem. In kam te kliče Bog? Kliče me, da bi postal srčni kirurg, je bil odločen Jaka. Pater se je za hip zamislil, potem pa je zbral misel in spregovoril. Dober odgovor. Vsak ima svoj Božji poklic. Zato se reče poklic, ker Bog vsakega kliče na njegovo pot. Nekoga, da bi postal zdravnik, drugega, da bi kmetoval, ali da bi bil slikar. Ali pa župnik, se je oglasil Luka. Ja, nekatere pokliče tudi v duhovni poklic, je potrdil pater. In so tam najbolj srečni? Je vprašal Luka. Ko odgovorimo na Božji klic in ga dobro živimo, smo zadovoljni. Vsak je v svojem najbolj srečen. Ali je Božji poklic tudi to, da postaneš mamica?
je zanimalo Emo. To je zelo velik božji poklic, je odgovoril pater in potem vprašal. Ali veste, kateri božji poklic imamo vsi? Otroci so se zatopili v razmišljanje, dokler se ni oglasil najmlajši, Žiga. To, da se imamo radi. Pater se je sklonil k otroku in rekel: prav si rekel, mali Modrijan. Poklic, ki ga moramo vsi živeti, je ljubezen. Jezus nam je naročil: ljubi Boga in ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. In potem so nekateri starši in nekateri župniki, je dodal Luka. Ali pa redovnice, je pripomnila Katja. Vsak v svojem živi poklic ljubezni, je odgovoril pater. Anže je ugotavljal: postaneš pač tisto, kamor te potegne ljubi Bog. Ne reče se potegne, reče se pritegne, ga je popravil Aljaž. Tako je potrdil pater. Reče se pritegne. Bog samo vabi, odgovoriti pa mora vsak sam. Pomembno je slediti klicu in se truditi, da dosežeš svoj cilj. To ni najbolj lahko, je ugotavljal Anže. Pater mu je rekel: noben veliki cilj se ne doseže na lahko. Potrebno je delati in imeti vsaj nekoga, ki te spodbuja, ki ti daje pogum in ti stoji ob strani. Jaz ne bi zmogla brez staršev, je vzdihnila Špela. Otroci, predlagam, da zapojemo. Naj bo naša pesem molitev in v njej prošnja, da bi se zmogel vsak odločiti za svoj božji poklic, da bi se nam dobro pripravil in naredil v njem veliko dobrega. Tako bomo najbolj zadovoljni. Pater je zapel posvečenost svetišča in otroci so mu pridružili svoje glasove, ki so bili en sam spev večni ljubezni, v kateri je moč in pogum za slehernega izmed nas na poti življenja. Torej, dragi moji, Bog nas kliče vsakega na svojo pot, vsakega k svojemu poklicu. Ene k kirurgom, druge k mesarjem, tretje k učiteljem, duhovnikom in tako naprej. Ampak nikoli ne smemo pozabiti, da moramo z eno nogo vsi hoditi po isti poti. Vsi moramo vsak dan iti v posebno službo, opravljati ta izjemen poklic, ki je naporen, vsekakor, ampak nas napolni, nam da občutek vrednosti, pripadnosti, da nam občutek življenja. Življenja v polnem pomenu besede in ne samo životarjenja. To je poklic ljubezni. Ko vas bo torej kdo vprašal, kaj ste po poklicu, mu recite, da ste ljubezničarji, da delite ljubezen. Sedaj pa vas vabim, da greste v službo ljubezničarja in vašim bližnjim, bratom, sestram, staršem, prijateljem, fantom, puncam, možem in ženam, sodelavcem in vsem, ki jih imate radi, to tudi poveste. Sporočila ne veljajo. Pokličite jih in jim recite: Ej, rad te imam. Lahko noč.